Record. Evo. Torej, ja, danes si bomo pogledali tele novosti. Verjamem, da je marsikdo od vas, ko je odprl logbook z novim letom, sam naletel na te novosti. Tako da zdaj bom pa jaz tudi začela deliti zaslon. Evo. Bom pa sem tole naredila. Evo. Zdaj bi moglo biti čez celoten zaslon na tole. Tako da, ja, se pravi, si bomo pogledali tole nadgradnjo, ki je bila narejena v bistvu v letošnjem letu. Torej, ja, če si... vidim, da je nekdo drug začel snemati, torej tudi jaz snemam, da obvestim, ker bom naložila ta posnetek tudi na YouTube za vse tiste, ki ne morejo biti zraven. Torej, ja, v logbooku torej beležimo, je predvsem namenjen temu, da nam mladinskim delavcem omogoča, da dvignemo kvaliteto našega dela, in je več enih takih možnosti nam omogoča, predvsem recimo za beleženje aktivnosti, na podlagi česar lahko mi tudi opravimo neko kvalitetno analizo, če to delamo redno in vsak dan. Torej, tipi aktivnosti, drop-in aktivnosti je bilo nekaj, kar je bilo že v preteklosti, potem skupine so bile tudi že v preteklosti. Prva novost so pa take closed, torej zdaj, kot vidite, imamo tudi mi v funkcije še zmeraj v angleščini, prevodi še niso urejeni in to je tudi recimo neka moja iniciativa, tudi če ima kdo kak predlog, na kak način bi poimenovali te novosti, sem odprta za predloge, lahko potem tudi na koncu predebatiramo. Torej, ja, tale closed funkcija je nov tip aktivnosti in pa outreach je nov tip aktivnosti, kot neka aktivnost na terenu. Drop-in aktivnosti so namenjene oziroma potekajo takrat, ko mladinsko delo poteka ciljno, aktivnosti potekajo spontano, lahko se jih udeležijo vsi iz ciljne skupine mladih, torej govorimo od 15 do 29, brez tega, da se predhodno prijavijo. Torej, to je drop-in aktivnost, tu ni nobene spremembe, kar se tega tiče. Potem imamo skupinske aktivnosti oziroma groups, potekajo takrat, ko mladinsko delo poteka vnaprej določenih zaprtih skupinah, torej mladi se prijavijo, se redno periodično srečujejo. Te skupine lahko potekajo sporedno z drop-in aktivnostmi, s tem, da tukaj je dinamika skupine, torej dinamika srečanja je drugačna. Torej govorimo o neki stalni skupini, ki se redno srečuje. Zdaj, kolikokrat, da rečemo, da je to skupina, ki se redno srečuje, je najbrž tudi odvisno od mladinskega centra, ampak sama bi rekla, če se nekdo dobi dvakrat, morda še ni glih skupina, ker ne moremo glih spremljati neke rasti te skupine, ampak lahko pa mogoče že na enih 4 srečanjih, torej če se skupina 4-krat dobiva, pa tudi odvisno je od časa, recimo, koliko časa je namenjeno delo v skupinah. Torej, ja, v primerjavi z drop-in aktivnostmi se ta stalna skupina sestane večkrat. Potem je pa tale novost, ki ste jo tudi opazili, ko kreirate nove aktivnosti. Torej, jaz sama sem to nekako prevedla, pa ni najboljši prevod, kot neke zaprte dejavnosti. Namenjene so pa, torej o njih pa govorimo takrat, razlika predvsem za drop-in aktivnostjo je, da se mladi morajo prijaviti na to aktivnost, torej so vseeno zaprte, ampak ne potekajo pa v neki stalni skupini. Torej, mi recimo kot mladinski center organiziramo neko ekskurzijo, seminar ali pa recimo, ne vem, neko kuharsko delavnico, na katero želimo, da se ljudje prijavijo, ni čisto, da bomo zdaj mi organizirali palačinka party, kdor
pride, se lahko vključi, ampak gre res za neko, ne vem, na primer kuharsko delavnico, v kateri tudi uporabimo vse te tudi metode mladinskega dela, ne, se pravi, z mladimi načrtujemo, izvedemo tudi evalvacijo. Torej, ampak želimo pa, da se mladi na to aktivnost prijavijo, ne. Se pravi, to je ta prva novost closed oziroma zaprte dejavnosti. Druga taka novost na področju aktivnosti pa je outreach activities, so pa namenjene temu, ko mi, mladinski delavci, izvajamo aktivnosti na terenu izven svojih rednih dejavnosti, torej izven drop-in skupin in pa teh dogodkov, na katere se morajo mladi prijaviti. Gre na primer za neko informativno ali izobraževalno dejavnost med šolskimi urami ali pa med drugimi situacijami, kjer pa mladi ne sodelujejo prostovoljno, ne. Se pravi, smo mi povezani ali z neko organizacijo ali morda z šolo, srednjo šolo na primer, in tam izvedemo neko aktivnost, mladi morajo biti obvezno torej nimajo izbire, in govorimo torej o tej outreach activities. Aktivnost na terenu ni sploh dober prevod tega, zaradi tega, ker outreach pove, da mi našo dejavnost pač nekomu gremo ven in mu jo nekomu predstavimo, ne. In če ste že kaj raziskovali to področje, ste lahko tudi videli, da v bistvu v tej aktivnosti je res osebje tisto, ki izvaja to aktivnost za mlade, ne. Torej niso prostovoljci ali pa mladi tisti, ki bi to izvajali, ampak je res namenjeno temu, da mi kot mladinski delavci oziroma zaposleni izvajamo to aktivnost. In da o naših aktivnostih nekomu torej govorimo, mu povemo, predstavimo, vključimo mlade. Torej, imamo 4 tipe aktivnosti, 2 sta torej taki, ki jih že poznamo iz preteklosti, 2 sta pa na novo. Jaz bi tu predlagala, da morda v vsakem posameznem mladinskem centru ugotovite, pa to se mi zdi, boste itak hitro ugotovili, ali je neka stvar drop-in ali je morda neka torej dogodek, na katerega zbirate prijave in potem recimo mladi pridejo in se torej načrtno vključijo v neko aktivnost, ne. To se mi zdi, boste mogli v mladinskih centrih sami videti pa določiti, kaj je zdaj razlika med temi, torej konkretno za vas, ne. Ampak se mi zdi, če boste sledili nekim načelom mladinskega dela, pri določanju ne bi smeli imeti težav, ne. Tudi tule pri outreach activities se mi zdi, da je dokaj jasno, da gre za nekaj, kar ne izvajamo v okviru mladinskega centra, ampak izvajamo nekje drugje. Torej tudi ne gre, ta teren je res v narekovajih, ker ni mišljen kot neko terensko delo ali pa ulično delo, kjer se izvaja mladinsko delo v okviru našega mladinskega centra, ampak gremo res nekam drugam in izvedemo našo aktivnost. Torej, nova funkcija je tudi ta, da lahko v drop-in aktivnostih dodamo načrtovano aktivnost. Torej, recimo bom povedala na primeru našega mladinskega centra Vič. Recimo mi imamo vsak dan odprt naš dnevni center, mi ga poimenujemo igralnica in to je res čist drop-in aktivnost. Ampak, na primer, pri nas lahko rečemo, da je načrtovana aktivnost znotraj te drop-in aktivnosti, na primer, delavnica izdelovanja novoletnih luščilnic. Torej, mi smo to vnaprej načrtovali z mladimi, mladi tudi izvedejo, zato je to recimo neka načrtovana aktivnost znotraj drop-in aktivnosti. Torej, ne bomo zdaj ustvarili nekega posebnega dogodka. Včasih pri nas smo recimo včasih ustvarili poseben dogodek, če smo imeli kako tako delavnico, ampak zdaj je v bistvu lahko to ustvarimo znotraj te drop-in aktivnosti, ne. Ker pri nas jo izvajamo znotraj te drop-in aktivnosti, ne, torej v bistvu gre eno za drugim, ne. In tu lahko tudi, torej, ko bojo poročila v tej fazi, bomo lahko v bistvu tudi ugotovili, koliko je bilo teh načrtovanih aktivnosti in koliko udeležencev je bilo v posameznih aktivnosti, ne. Torej, to je mogoče neka razlika, kot pa v preteklosti, kjer smo take delavnice, vsaj pri nas na primer, ustvarjali kot neke nove aktivnosti, ne. V bistvu je šlo pa za aktivnost,
ki je potekala znotraj ene drop-in aktivnosti. Potem nova funkcija so hashtagi. To tudi vam predlagam, da se o tem, torej označi dejavnost. To vam tudi predlagam, da mogoče na ravni Mladinskega centra zdajle na začetku leta se pogovorite, kaj je vam pomembno, da vi veste kot mladinski delavci. Naprimer, pri nas se mi zdi, je en pomemben faktor, ki vpliva recimo tudi na obisk v Mladinskem centru, je naprimer vreme. Zato sem jaz, boste pol kasneje videli, sem jaz pri nas tudi ustvarila ta ključnik sneg, zaradi tega, ker ko sem videla, da je zunaj sneg ali pa ko je dež, je obisk manjši. Ampak jaz zdaj nimam nobenih takih podatkov, ko bi potrdili to mojo tezo. To je zgolj moj občutek, ne? Ampak zdaj v letošnjem letu lahko jaz rečem, ja, recimo ob koncu leta po 12 mesecih, če sem vedno dala zraven hashtag dež, ko je bilo slabo vreme, lahko primerjam iste dneve, naprimer, ne vem, pri nas je sreda najbolj obiskana in jaz bom lahko konec leta naredila konkretno analizo, ja, res je, ko je dež, v sredah se obisk zmanjša za 30%. To je recimo zdaj nek moj občutek, ob koncu leta bom pa lahko ali to potrdila, ali bom lahko pa to ovrgla, ne. Ampak vi sami morate vedeti, kaj je pa vam pomembno. Naprimer, ali vam je pomembno vreme, ali vam je pomembno počutje, ali če imate starejše, mogoče vam je lahko tudi pomembno, da je izpitno obdobje, ali pa recimo, ne vem, da se bliža konferenca, mogoče vam je pomembna, ne vem, kdaj so šolske počitnice, čeprav počitnice itak lahko določimo glede datuma, ne, ko izvažamo poročila, ne, ampak tu gre res za neke take stvari, katere nam bodo potem tudi konec leta recimo omogočile, da bomo naredili neko analizo recimo nekega našega morda občutka, ne. Te oznake so tudi vidne potem na tem seznamu dejavnosti, bomo pol videli, in jih bo možno tudi iskati v poročilih, ne. Torej, to je ena taka nova funkcija. Potem pa participacija mladih. To ste najbrž sami ugotovili, ko ste vnašali notri, da facilitacije več torej ni v tistem, ko vnesemo notri prostovoljce, imamo zdaj samo aktivno vključevanje, ni pa več facilitacije, ne. Zato, ker je v bistvu ta nova funkcija participacija mladih, se nam v bistvu, če ste pogledali, saj bomo pol tudi videli, no, konkretno na primeru, če označimo, da so mladi torej sodelovali v pre-planned aktivnostih ali da so takrat na samem licu mesta, torej nekaj planirali, izvedli, torej načrtovali, izvedli in evalvirali, potem v tistem sklopu, ko mi obkljukamo vse te stvari, ideja, načrtovanje, priprava, izvedba aktivnosti in pa evalvacija, se nam pokaže število facilitiranih ur. Ker facilitacija pomeni točno to, da so mladi vključeni v vse te faze nekega dogodka. Torej, od ideje do evalvacije, do vse te faze. In to pomeni facilitacija. Jaz vem, da eni mogoče ni čisto tako jasno razumevanje, kaj je zdaj to facilitacija, no, ta nova funkcija nam omogoča, da res vemo, a je zdaj bila neka aktivnost, bomo uporabili angleški izraz youth produced, ali je bila pa izvedena s strani mladinskih delavcev. Torej je ključno to, da vemo, a so mladi tisti, ki so izvedli, facilitirali celotno aktivnost, ali smo bili mladinski delavci tisti. V poročilih, ki so seveda tudi še zmeraj v fazi razvoja, bo tudi potem možno videti, v kakem procentu so mladi sodelovali, sem recimo naprimer pri ideji, niso bili pa vključeni v naslednje faze. Zato, ko boste to obkljukali, se vam šele, ko vseh 5 označite, se vam potem šele pojavi okence število facilitiranih ur, ker facilitacija pač pomeni celoten sklop, lahko pa mladi sodelujo sem pri ideji, pa recimo, ne vem, pri evalvaciji, ko jih vprašamo za mnenje, ampak v
osrednje 3 korake pa niso vključeni, ne, torej niso na primer vključeni v načrtovanje, pripravo in izvedbo, ampak so na primer udeleženci, ne, se pravi, dali so idejo, mladinski delavci smo naredili vse drugo, pol smo jih pa vprašali za evalvacijo, ampak to še ne pomeni, da so bili oni facilitatorji, ne. Torej, ja, to je glede participacije mladih, bomo tudi pol čisto na koncu pogledali še malo bolj plastično tole. Drugače pa ja, zdaj sem večkrat omenila, da poročila so še v fazi razvoja, torej ja, razvijajo se še, zdaj nazadnje nam niso znali čisto točno povedati, kdaj bojo na voljo, bojo pa kmalu. Tako da jaz upam, da v parih tednih bojo tudi že poročila na voljo, tako da ne vem, če imate kje tudi, da delate poročila torej sami, da delate lastno evalvacijo, ne vem, na četrtletje. Jaz upam, da do takrat bojo recimo ta poročila že v uporabi, da jih boste lahko tudi torej sami uporabili, ja. Torej ja, bojo pa na voljo poročila za vse oblike aktivnosti, torej za vse te 4, potem poročilo glede teh tagov, poročilo glede načrtovanih aktivnosti, torej glede števila udeležencev, ur, časa, ki so ga mladi porabili za pripravo aktivnosti, ne. Potem pa seveda tudi podatki glede starosti ali starostnih skupin. Tako da ja. Evo, to je pa vstopna stran, ste najbrž videli, da sta v bistvu možna 2 pogleda, torej eden je tak koledarski, kar nam tudi pove tole okence desno od našega mladinskega centra, torej vidite ta koledarček in ko kliknemo nanj, se nam pokaže okence v obliki koledarja, in če kliknemo na datum, danes oziroma ja, včeraj je bil 24., v bistvu lahko s tem klikom že dodamo aktivnost, ne. Vse, kar smo mi že kot drop-in aktivnosti, skupine, outreach ali pa closed aktivnosti, imamo že torej označeno, lahko v bistvu samo s preprostim klikom to dodamo tukaj aktivnost. Potem pa je na voljo tudi pogled v seznamu, torej če pa kliknemo desno od koledarčka, se nam pa pojavi ta seznam. Zdaj pa recimo vidite, tule sem jaz uporabila tale tag snake, ker se mi je zdelo pomembno, da imamo to označeno. Imamo pa eno vprašanje, evo, Veronika, kar povej. Živjo, hvala. Mene samo zanima, zdaj tukaj čisto tako, torej, okej, jaz dodam to aktivnost, ampak avtomatično je recimo samo dnevni center, avtomatično pade ali pod drop-in zaprto skupino, ali to je pač čisto posebej, potem pa še se klasificira neka dodatna aktivnost kot drop-in aktivnost. Ti, ko ustvariš aktivnost, izbereš, pod katero vrsto aktivnosti boš izbrala. Ampak to niso te 4 vrste aktivnosti, to so aktivnosti, ki jih imaš ti v mladinskem centru. Na primer, kuharski klub, francoski klub, skupina za pohode, pa recimo, ne vem, party makerji. Recimo, ti imaš te 4 aktivnosti na tedenski ravni in ko ti dodaš aktivnost, izbereš, pod katero to aktivnost bo stvar šla. Ni pa, če imam pa jaz samo dnevni center, ki pač vsak dan, ko odprem center, to pa ne paše pol pod nobeno od teh 4 aktivnosti, ampak je pač samostojna aktivnost, drop-in. Ja, samostojna aktivnost za drop-in, tako. Lahko pa narediš pod to samostojno aktivnostjo drop-in, pa lahko narediš torej planirano aktivnost, ne. Okej, torej ja, ta dnevni center je pač neka krovna aktivnost, pa znotraj tega se pa potem vstavlja različne oblike aktivnosti. Tako je, recimo mi, tule zdaj vidiš lahko tudi na ekranu, mi imamo drop-in aktivnost igralnica, zdaj še zmeraj imamo igralnica 2023, mogli bi spremeniti na 23-24, ampak mi smo izbrali to kot torej šolsko leto in ne bomo arhivirali tega zdaj, da bi ustvarjali z novim letom novo aktivnost, ne, ampak mi damo naslov aktivnosti vedno po dnevu, torej dan in datum, da vemo, kdaj je pač neka stvar bila, ne.
Lahko je pa tudi, To je, samo zato, da imam, lahko je pa pač, ok, imamo po eni strani vse te labele, kakor drop-in aktivnost, pa po drugi strani imamo pa to planned today. Na kakšen način se pa srečata ta planned aha, today aktivnost pa drop-in aktivnost? ok, to bom pa na Ali enem od boš naslednjih to še slajdov. kasneje? Ok, Ja, bom ja, pa počakala. bom to Hvala. kasneje. Ok, Tako, prosti za ja, prekrivanje. Dobro. ok. Ja, čakaj, zdaj pa si moram tole predstaviti. Torej, ja, ko pa mi torej naredimo neko aktivnost, recimo tule vidimo torek, 23. januar 2024, mi lahko, torej, če uporabljamo, da se mladi sami loginajo, ko pridejo v mladinski center ali pa na neko aktivnost, izberemo torej aktivnost, torej prijava in potem v bistvu odpri prijavo in nam brže v tisti obrazec, kjer se lahko mladi ali z uporabniškim imenom prijavijo ali pa kot anonimni obiskovalci. To se pravi, to je v bistvu se naredi s takimi koraki. Evo, tu imamo še en tak primer malo bolj uporabljenih tehle hashtagov in kot vidite, ti tagi se nam eden se nam pokaže, če bi pa jaz zdaj šla z miško torej na tole +2, bi se mi pa tudi odprla tista druga dva. Torej lahko v bistvu pri eni aktivnosti uporabite več hashtagov. Zdaj, lahko bi bila tudi recimo nek hashtag, pa ne zato, ker bi etikirali mlade, ampak zato, ker nam je recimo, ne vem, pa pomembno, da vemo, kdaj prihajajo, naprimer, ne vem, kakšna skupina, bom uporabila čisto tak banalen primer, recimo, ko se je nam zgodil, k nam so prihajali eni mladi, ki so pač pred mladinskim centrom kadili travo, in je bila razlika z drugimi dnevi, ko jih ni bilo, ker drugi mladi niso upali priti noter, in bi lahko bil en ta tag tudi, naprimer, ne vem, travca ali pa nekaj pač, da pač mi vemo, recimo, kdaj so bili ti mladi tam, torej, pa ne zato, ker res ne zato, ker bi jih etikirali ali pa določali, ampak zato, ker bi pa, ko bi delali analizo, bi nam bilo to pač zelo lažje, dobiti podatke o tem ven. Evo, zdaj pa Veronika, to je bilo pa tole tvoje vprašanje, recimo tule plan activities, jaz sem v četrtek, 18. smo mi imeli pač normalno drop-in odprto igralnico, planned activity je bila pa peka peciva. Vključili so se lahko mladi, ki so prišli v igralnico in so se lahko pač pridružili tej peki peciva. In sem jaz v bistvu ustvarila znotraj te glavne moje aktivnosti, torej neko načrtovano aktivnost. In to se mi pa v bistvu tako poveže znotraj tega seznama, torej znotraj tega pregleda aktivnosti. Tako pa to izgleda, ja. Tudi ta puščica levo od igralnice 2013 mi pove, da je bila ena načrtovana aktivnost znotraj te generalne glavne aktivnosti. Evo, tako. Dodam pa novo, tako da stisnem na tale label Create Planned, seveda bo to tudi v slovenščini, ko bomo najdli nek tak primeren, ustrezen prevod, ampak zdaj zaenkrat, če imamo mi neko tako aktivnost, damo Create Planned in potem damo v bistvu čas začetka, zaključka, naslov in potem uredimo tudi udeležence. Novo področje, torej področje, te 4 aktivnosti dobimo tako, da kliknemo na tale, torej na naši strani tale plus, lahko pa tudi v bistvu v temle spustnem meniju, če že vemo, da je neka to recimo aktivnost, na katero bomo zbirali prijave, Operation Closed Plural, se potem v bistvu tudi tam lahko kreira, lahko pa že na tej torej strani, kjer imamo pogled torej v naše aktivnosti. Ja, se pravi novo področje s plusom,
posamezne aktivnosti, pa torej v posamezni skupini oziroma v posamezni aktivnosti s plusom na desni strani dodamo. Tu ni nobene novosti. No. Novost je tudi ta, včasih, če se spomnite, tule je zdaj ta vprašaj na desni strani, včasih je bil torej kot information, zdaj je vprašaj, ta navodila bojo tudi v slovenščini, je pa v bistvu, ja, če ne bi vedeli, v bistvu na kak način se kakšna stvar ustvari, lahko kliknete tudi na ta vprašaj, vam pove res tako zelo sistematično vam pove, torej neko razlago. Je pa seveda tudi v nogi so navodila, sem pa jaz opazila, da so navodila v slovenščini, mislim, da bila nazadnje posodobljena 2 leti nazaj, tako da za neke osnovne stvari so, zdaj bomo pa seveda še dodali te stvari, pa jih updatali, tako da bojo tudi malo bolj obširna navodila tudi na voljo v samem logbooku. Ko je to. Evo, zdaj pa mogoče še par besed o tejle participaciji, ker se mi zdi, da je mogoče bila ena taka dilema, no, mogoče pri kom, no, ne vem, pa da bomo vedeli torej, o čem govorimo, ne. Torej, pri stopnji participacije je zelo pomembno vprašanje, da ko si ga mladinski delavci zastavimo, kaj se je danes zgodilo, ne. Torej, kaj se je dogajalo, torej danes, ne, a so bile to neke aktivnosti, sestanki, dogodki, skupine, ali je bilo to nekaj drugega, ne. In tu je pomembna stvar, ko si jo potem tudi odgovorimo, torej se ena stvar danes zgodila in potem, a smo bili mladinski delavci oziroma zaposleni odgovorni za to aktivnost, ali so bili mladi sami odgovorni za tisto aktivnost, ne. In če ugotovimo, da so bili mladi sami odgovorni, pa so oni sami izvedli to aktivnost, se potem vprašamo, a je prišla ta ideja čisto spontano, ali je bila vnaprej načrtovana, ne. Zdaj, če je bila spontana ideja, se potem vprašamo, torej, oni so dobili idejo, so načrtovali, a so ali niso, so pripravili aktivnost, izvedbo in a so naredili tudi evalvacijo. Torej, če je bila neka stvar spontana. Recimo, včeraj popoldan so, na primer, zdaj bom dala primer, ni se to res zgodilo, ne, ampak recimo so prišli v naš mladinski center iz sosednje gimnazije, tile prvi letniki in so sedeli na kavču in so rekli, mi bi pa danes recimo naredili turnir v taroku. In so imeli neko idejo, so načrtovali ta turnir, so ga pripravili, so tudi izvedli, vključili druge mlade in so naredili tudi evalvacijo. In na primer so v evalvaciji ugotovili, da bi bilo ful dobro, če bi pri nas imeli vsako sredo turnir v taroku. To je bila recimo neka spontana aktivnost in jaz, ko sem to aktivnost zabeležila, sem ugotovila, ja, to so pač mladi sami v bistvu facilitirali, od ideje do evalvacije so bili vključeni v vseh fazah tega projekta. To je pomeni, so mladi facilitirali aktivnost v obsegu toliko in toliko ur. Če pa je bila, torej to, ko govorimo o spontani, če pa je bila neka aktivnost vnaprej načrtovana strani mladih, na primer, da pa so načrtovali ping-pong turnir, recimo, ne, je pa za nas pomembno, torej, oni so to že, idejo je bila že prej, torej zato so jo tudi načrtovali, nam je pa pomembno, a so bili vključeni v načrtovanje, pripravo in izvedbo. Torej je pomembno, da se vprašamo po teh 3 korakih, zaradi tega, ker pri evalvaciji seveda tudi, če je bila neka stvar načrtovana, seveda bo tudi evalvacija narejena, ampak mogoče ne bo v nekem takem v istem dnevu, ampak se bomo mogoče dobili enkrat kasneje, recimo, ne, ko bomo naredili evalvacijo in bo evalvacija namenjena enemu našemu srečanju, ne, zato govorimo tudi tu, da ko so te 3 vnaprej načrtovanih aktivnostih, te 3 koraki doseženi, torej jih lahko vključimo, govorimo že to, da so to aktivnosti izvedli mladi. To je ta
razlika pre-planned ali pa planned activities, da vemo, kdaj lahko rečemo res, da eno stvar facilitirajo mladi, ne. Zdaj pa bom dala še en primer, recimo, ne, če smo pa mladinski delavci tisti, ki damo v mladinskem centru pobudo in rečemo, ja, a bi danes igrali tarok, pa ni njim najbolj, ne, ampak smo v bistvu bolj mi tisti, ki njih motiviramo. Mi seveda delamo mladinsko delo, ne, ampak ta aktivnost ni bila izvedena strani mladih, ne, torej ne moramo govoriti o tem, da so mladi facilitirali aktivnost, kljub temu, da so bili pač aktivno zraven vključeni v neko v dejavnost izvedbo, ne. In se mi zdi, da bo to mogoče nam bolj tudi pomagalo pri beleženju aktivnosti, da se bo res realno videlo ta stopnja facilitacije. Jaz vem, da je to mogoče ene par klikov več, vam pa vsem svetujem, da ko boste beležili vaše aktivnosti, dajte to upoštevati, zato ker vam bo res pomagalo potem po določenem obdobju, da boste videli, koliko stvari pri vas mladi res facilitirajo, koliko so pa aktivno zraven vključeni, ne. Seveda pri večini aktivnosti so mladi aktivno vključeni, ne, in sodelujejo, ampak to še ne pomeni, da so oni tisti, ki facilitirajo aktivnost, ne. Nives, imam samo eno vprašanje. Nina Orlič, Mlad iz Majnšiška tukaj. Glede števila facilitiranih ur, mi se vedno znova na kolegijih to sprašujemo, kdaj. Torej, naprimer, če se vrnem na primer, ki si dala, 2 udeleženca, naprimer, facilitirata in organizirata tarok, turnir. Ali se šteje, naprimer, igrali so tarok turnir 3 ure v času odprtja centra. Ali je število facilitiranih ur 3 ali 6, ker sta 2 bila aktivna pri facilitaciji? 3. Torej, če smo dali, da sta bila 2, itak tudi imamo potem tudi označeno, kdo, ne, je torej to 2. Ker tudi recimo bom dala en primer, recimo zakaj osebno bi pač jaz dala 2, recimo ko imamo dnevni center odprt, pa če imamo 30 udeležencev, pa je naš dnevni center odprt 6 ur, mi ne zapišemo, da je bil odprt 180 ur, ampak je bil odprt torej 6 ur, ne. Hvala. In zdaj me tudi še zanima, včasih se facilitacije ne da oziroma jo ne prime, vkolikor je udeleženec prostovoljca ali nekaj takega. Ne vem, nekaj vem, da smo se kdaj, da smo mogli prostovoljca dati kot udeleženca, ki je facilitiral. Aha, daj to zdaj preveri v teh, jaz zdaj na pamet ne vem, ampak daj preveri zdaj v teh novostih, če je to še zmeraj isto. Je pa res, da recimo anonimni udeleženec, to je stvar, ki sem jo preverila, anonimni udeleženec ne more biti facilitator. Kar je torej logično, ampak tle je bilo, Ja. naprimer, kdaj, če si ti nekoga hotel, a ne, zavesti kot prostovoljca, da bi lahko, a veš, ki je tudi facilitiral, ga nisi mogel ali nekaj takega, no. Ne vem, nek bug je bil, no. Bom pa preverila, pa ti sporočim. Ok, super. Vem, da da mi jih je marsikdo mi je rekel, da ni več možno beležiti facilitacije, ne, zdaj je pač tu je ta glavna razlika, ne, torej, da mi ugotovimo, a so bili res vključeni v vse faze, ker tudi pri nas je bilo, nismo čisto razumeli, kaj pomeni zdaj ta facilitacija, in pol smo kar dali aktivna udeležba, facilitacija, in pol smo imeli, ne vem, od 10 udeležencev je bilo 8 facilitatorjev. Ja, ni jih čisto 8 facilitiralo, ne, bili so aktivno udeleženi, ampak recimo facilitatorja sta bila na primer 2, ne. Tako da zdaj to je mogoče res taka glavna razlika, se mi zdi, ko beležimo to facilitacijo. Tako da, Nina, daj preveri to,
pa mi kar pošli na mail, no. Take stvari, ki so jih jaz mogoče, mislim, tudi lahko preverim vnaprej oziroma vidim, kako recimo pri nas funkcionirajo, pa v čem je težava, ne. Tako da, okej, zdaj pa še mogoče to, kaj sledi. Zdaj poleg vseh teh updateov, ki bojo še glede poročil, si jaz želim prva stvar, da najdemo nek smiseln prevod teh funkcij v slovenščino, tako da če imate kake ideje, mi dajte poslati. Jaz vem, da to, kar je zdaj, je mogoče res tako čisto zmedeno, jaz verjamem, da vsi razumemo, za kaj se gre in kaj se skriva v ozadju, ne, ampak je seveda super, da bi to imeli torej tudi v slovenščini, ne. Tako da, če so kake ideje, lahko date že zdaj v chat, lahko mi pa pol pošljete na mail, pa bomo to ustrezno updatali, ne. Potem torej, ja, seveda, poročila za nove funkcije, to se mi zdi tudi meni osebno najbolj uporabno, da ko res uporabljamo te funkcije, da lahko pol tudi naredimo na koncu neko kvalitetno evalvacijo, pa dvignemo kvaliteto našega dela še res na nek višji nivo. Navodila, torej ja, tudi navodila v bistvu z vsemi temi dodanimi funkcijami v slovenskem jeziku tudi sledijo, in probajo programerji integrirati tudi AI orodja, v kaki meri in v kaki obliki, jaz ne vem, ampak je pa neka ideja in pa tale translation, da bi v bistvu, ja, tu zdaj tudi ne vem čisto točno, zakaj se gre, no, ampak ja, to glede navodil, mislim, da nekje, da bi bilo v vsakem jeziku, zdaj, če se pa spomnim, no. Tako da ja, to so neke stvari, ki bojo sledile v naslednjih tednih, jaz upam, in to je pa v bistvu to. Tako da jaz bom zdaj nehala deliti tale ekran, pa če ima kdo kako vprašanje ali pa, ne vem, izkušnjo kako, a vam je bilo to zdaj, ne vem, ko ste uporabljali logbook, se znajdete, ali vam je pač čisto neka taka španska vas, ko bi rabili mogoče še malo bolj kako detaljno razlago. Jaz bi imel eno vprašanje, Nejc. zdravo. Sem videl, da so o tem že govorila po telefonu, no. Se je čisto taka, se pravi, ko našaš noter udeležence sama, ne? Ja, Se pravi, če jaz napišem, ne vem, Nejc Novak, mi ga v spodje vrže, ga kliknem, okej, ampak meni še zmeraj ostane napisan Nejc. In ko jaz avtomatično tipkam naprej, jaz moram vsakič Nejc pobrisati, pa nov ime noter, da mi ga v spodje najde, pa ga kliknem, a ne. Se na koncu nabere enega časa. super, a se še komu to dogaja? Tudi meni Ja, se to dogaja. tukaj meni. Ja, isto. Ja, ker Ja, ful zoprno, res. Ja. Čeprav si Okej, vsakič rečem, ja. da moram pobrisati, še zmeraj pa ta tretjemu imenu spet kar Ja. tipkam. Ja, tudi meni se to, ko sem jaz... Hack, dvakrat enter klikneš. Kaj? Dvakrat enter klikneš in te samo pač uporabnika vrže gor in se ti zbriše ta tvoj pač ime, ki si začel govoriti. Je pa Ja. tako, da če imaš recimo brata, sestro oziroma dva uporabnika, ki si sledita drug za drugim s podobnim priimkom, ali kakorkoli, se pa lahko z puščico, se pravi z tipkovnico šetaš gor pa dol, da je recimo tako naslednji pa tudi pač dvakrat enter klikneš in gre noter, no. Se pravi, dvakrat. Torej, kot na Eva Pro, znaš, tam je isto, ja. Samo dvakrat enter. Ali pa tale tabulator tudi gre, ampak ko sem jaz postavila na Keks to vprašanje, so mi rekli, da imam preveč uporabnikov notri in da zato mi to dela, zato sem zdaj hotela vprašati, če še se komu to dogaja. Tako da vidim, da vsem, tako da je nek bug, ne. Tako da ker bom prej jaz tega ni rekla, bilo. da... Ja, pa meni se tudi vedno ne dogaja. Danes se mi je, ne vem, takrat, ko sem pa kazala prek screen share na Keks, pa vem, da ni bilo, ne, in pa je bilo tako, no, ja, neki, No, ne. jaz sem samo še to ugotovil, da se pravi, če narediš dejavnost, pa jih začneš noter klikati, se to dogaja. Če je pa dejavnost narejena, pa greš kasneje uredi, pa dodaš, v tem primeru se mi pa to ni dogajalo, tako da mogoče si ti Keksu na neko že narejeno dejavnost šla noter, pa se ti to ni dogajalo. Možno tudi to. Okej.
Možno. Hvala za ta komentar. To bom pa, jaz jim bom to kar poslala. Ja. Mislim, ker tudi če klikneš dvakrat enter, pač je nek čas nepotreben gre. Ne. Tako da super. Hvala, Nejc. Mateo, si dvignil roko? Ja, mene zanima, če je možno narediti, da se v koledarskem pogledu tudi odpre prijave, ker koliko sem zdaj razumel, pač če kliknemo na koledarskem pogledu, se ustvari aktivnost, če pa hočem iti pa odpreti prijave, pa moram iti na tisti pogled seznama. Koliko je to komplicirano, ker nekako sam pač v bistvu gre za isto foro kot pri tem vnašanju, da mi pač vsakič požre dodatne 3 sekunde, poskušam odpreti aktivnost, pa se mi zdi, da bi bilo fino, če bi se dalo direkt koledarskega odpreti prijave. Ok. Bom vprašala. Super. Tilen. Ja, zdrav. Jaz sem pa eno čistko, mogoče malo bolj specifično vprašanje, ampak mene zanima, kako ostali mladinski centri oziroma kako ostali rešujejo ta problem, če organizirajo kak koncert, ne. Tam je pa malo težje zbirati same podatke, samo listo prisotnosti. Zdaj, ne vem, če imate ostali tudi problem s tem, oziroma če poznate kako rešitev, se predlagam, no, ker mi jo res iščemo že nekaj časa in ne vemo, kako bi nekako rešili ta zadeva, no. Ja, mi imamo tukaj v Črnučah tudi dvorano, pa pol, ko imamo koncerte, dam pol jaz tako na uč preštejem, koliko je bilo ljudi, pa dam pol pač pod anonimne udeležence, pa koliko so bili pač kateri stari, pa Aha, ja, saj trenutno isto delamo, no, tako da ja, me pa zanima, Ja, če je še ja. kakšna druga rešitev. Tako Ja, da če je še kaj hvala. drugega, pa se tudi jaz priporočam. Torej, ima kdo, ki beleži mogoče koncerte ali pa najbrž tudi kakšne druge aktivnosti, kjer je več obiskovalcev, ne, na kak način to delate, ne? V bistvu mi je dosti podobno, samo da smo pred kratkim ugotovili, da je fajn kakšnega prostovoljca ali pa prostovoljko aktivirati, zato da potem črtice dela na en list. Ampak ja, pol tako vnašamo, ja, na uč. Okay. Ena varianta, torej, ki bi tudi lahko bila, ne, je, da torej logbook omogoča, da vi natisnete QR-kodo. Res je, da najbrž tiste QR-kode ne bojo vsi poskenirali, da bi se prijavili, ne, torej hočete imeti čim bolj realno številko, ne, ampak lahko pa mogoče res s to QR-kodo se mi zdi pa lahko kako stvar olajšate, ne, sebi, pa tudi, da se mi zdi po eni strani tudi dobro navajati mlade na to, da se nekje pofočkajo, ne, če pridejo, ne, na kako aktivnost, ne, ali pa ne vem, zdaj, če imate, ne vem, redarja, glih njemu tega ne boste dali zadelati, ne, ampak je mogoče pa kaka druga oseba, ki sprejema na začetku ljudi in lahko v bistvu ona ali prek tablice ali pa prek telefona mogoče, da se mladi sami pocahnejo, ne. Je tudi odvisno najbrž res, koliko je ljudi na koncertih, ne. Oziroma, torej ja, kot obiskovalci, kot udeleženci, ne. Okej. Ja, hvala. Če bo pa še kdo v sanjah dobil kako idejo, ne, je pa najbrž smo pa vsi odprti za kake dobre predloge, tako da pošljite, pa bom jaz delila pol tudi z ostalimi. Okej, Katarina, imaš roko gor. Tako, ja, mogoče vprašanje za vse. Mi tedensko pregledujemo vpise, ali pa vsaj trudimo se, pa smo opazili, da v letu 2024 kakšnih udeležencev ni bilo pofočkanih na aktivnosti, čeprav smo prepričani, da so se pred nami pofočkali, pač na tablici smo jim dali tablico, so se pofočkali in potem, ko smo odprli za nazaj, jih nismo videli, pa me samo zanima, zdaj problem na naši strani, ali ima še kdo slučajno ta problem, če ste opazili. Pri nas smo tudi to zaznali.
Nika, pri vas? Si se ti? Ja. Se je tudi to dogajalo, da ko sem gledala za nazaj, pa sem 100% not opisovala stvari, da so bile, ali da se je kaj kar premaknilo, da je bilo kar na kakšnem drugem datumu, pa sigurno ni bilo takrat na takole dano, ali je bilo pa, da je kar kaj zginilo tako. To sem tudi jaz opazila, ja, neke čudnosti. Jaz bi vaju tu prosila, če veste, za katere datume ali pa kaj je to šlo, mi lahko pošljete tudi screenshot, pa jaz v bistvu pošljem naprej, pa preverijo pri programerju. Jaz sem takrat, ko sem to ugotovila, sem pol tudi takoj popravila, glede na podatke, ki sem jih itak že imela, tako da ni moglo biti in ne bi znala zdaj na pamet reči, za katere dogodke je to šlo, ker sem napako pol sama odpravila ročno, a ne. Tako da ne bi mogla voditi evidence iz tega, no. Razen če za sprot spet kaj vidim, da je kaj narobe, pa da bi pol lahko zapisala pa poslala print screen shote. Ja, Katarina, ko boš ob naslednji priliki ali pa kdorkoli drug opazil nekaj, kar ne dela tako, kot bi moglo delati, dajte narediti print screen, pa ga kar poslati in bom jaz to poslala naprej. Ker če se je zgodilo enemu, se je najbrž zgodilo tudi drugemu, ne? In se mi zdi, da je treba tako napako pač čim prej odpraviti, ne? Je pa res, da imamo najbrž tudi različne metode beleženja, ali delamo za kako stvar sproti, za kako stvar pa mogoče tudi še vedno vnašamo za nazaj, ne. No, ampak tlele mislim, da bomo zelo težko, če sem jaz prav razumela, obe je prišlo do buga, in sicer, da je uporabnik se vpisal notri v logbook in ga potem ob pregledu ni bilo notri, ne. To bomo težko beležili, ne. Tudi print screen, kako bomo mi, mislim, predtem, on se je logiral, zdaj ga ni, razen če bi to res, ne vem, namensko šel loviti, če me razumeš, Nives, kaj hočem povedati. Mogoče bi bilo dobro to samo omeniti, a ne, in to prijaviti, da se je zgodilo vsaj na 2 primerih, no. Jaz sem si to zabeležila, sem pa mislila bolj v tem smislu, recimo naša prostovoljka ima francoski jezikovni klub in se mladi pač sami loginajo noter, ne, in vemo, da je to ob ponedeljkih, ne, in če bi ugotovili, da za en ponedeljek ni nobenega, ne, bi vedeli, da je bilo nekaj narobe, ne, in bi pol jaz naredila, ne vem, print screen, ne vem, ponedeljek 22. januar, noben ni zabeležen, vem pa, da so se v bistvu podsahnili noter, ker sem bila jaz zraven. Tu ni bilo tako, da je manjkala cela skupina, ne. To bi potem takoj seveda človek prijavil, ni zabeležilo, nekaj je bilo. Ampak posameznik, ki si ga videl, je dobil kljukico, sedaj si prijavljen, dobrodošel, ne, in tako naprej. Videl si kljukico, potem pa, ne vem, čez dan ali 2, ko si preverjal vnose, pa tega uporabnika ni bilo. Okej, razumem, zdaj hvala za pojasnilo. Zato pravim, da težko. Uporabnik, okej. Okej. Cool, ja, hvala, bom jaz to sem si zabeležila, pa bom to tudi dala naprej, ja, da je bila neko opažanje. Tina, če sem, ja, okej. Ja, je prav. Jaz sem v bistvu malenkost zmedena tukaj pri tej participaciji mladih, torej, če prav razumem, gre v bistvu za to, da imamo v vsaki dejavnosti oziroma v vsaki načrtovani dejavnosti možnost označiti različne stopnje facilitacije in šele, ko so vse te stopnje izpolnjene, lahko potem označimo pač ure facilitacije, ne? Torej ne gre tukaj samo za eno ločeno skupino, kjer vodimo pač posebej vse facilitirane aktivnosti, ampak ima vsaka navedena aktivnost možnost, da je facilitirana, no, to hočem vprašati. Facilitirane so lahko vse aktivnosti, razen outreach aktivnosti. Zato, ker outreach aktivnosti izvajamo po vseh načelih zaposleni, torej ni
stvar, ki bi jo mladi sami sproducirali in ne more biti facilitirana. Vse ostale aktivnosti so lahko facilitirane. Hvala. Ok. Še kak feedback, še kako opažanje? Če boste imeli kadarkoli kako težavo ali pa karkoli, jaz sem vam na voljo, dajte poklicati, dajte napisati, poslati screenshote. Pač moja izkušnja uporabe orodja je, da ko ga uporabljaš, pa veš, kaj ti lahko ponudi, torej lahko ti ponudi podatke in za podatke govorijo, ne, da je v bistvu zlato današnjega časa, ne, in v bistvu s podatki res lahko marsikaj naredimo in v bistvu izboljšamo naše delo, ne. Se mi zdi, da škoda, da ne bi tega izkoristili, ne. Tako da jaz vam želim čim bolj uspešno delo, ko bojo tile popravki na voljo, ko bojo dopolnjeni, vas bom obvestila. Bom pa tudi najbrž tekom tega leta stopila v kontakt z vami tudi individualno, da pogledamo, kako vam gre beleženje, kako mogoče vam grejo skupinski vprašalniki. Aha, Veronika, še eno vprašanje. Ja, jaz imam samo še en v bistvu komentar, ki bi se mi zdel, to, kar si prej razlagala, ta Plant Today, pa facilitacija, pa aktivna participacija, se mi zdi kdaj škoda, ker recimo, če se mladi spomnejo, čist tak primer, mi bi zdaj imeli turnir fuzbala in potem prostovoljka, veš, skupaj vse naredijo, pripravijo, vse grejo to, pač vse so v bistvu sami naredili, edino ni prišlo do evalvacije, kar je v bistvu zelo težko po eni strani pričakovati, da bi od vseh, mi je žal pol, ker vem, da je ful velik napredek, da so pač, a veš, da bi bilo pol to samo aktivno sodelovanje, samo zato, ker ni prišlo do evalvacije. Ne vem, če bo prišlo na kakšni točki tudi do nekega tega stopenjskega obeleževanja, facilitacija mladih, čeprav ni pač v celosti, ampak je pač na 3/4, ali pač jih moram zagrabiti in zdaj bomo pa mi evalvirali. Mislim, evalvacija je lahko narejena tudi različno, ne, a veš, ti jim lahko pol, ne vem, Vprašam, zelo kako ste, preprosto. kako je bilo pa bla, 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 ampak ja. Ja, a veš, če bi pa, meni se zdi, tu so res, imamo, Ja. ne vem, par preprostih vprašanj, na podlagi katerih lahko tudi, torej, ne samo počutje, tudi to, recimo, kaj so se naučili, kaj bi lahko, ne vem, še mogoče kdaj izvedli v podobnem. Se mi zdi, da je enostavno in če se, torej tu itak govorimo o manjših skupinah mladih, ne, se mi zdi, da nekdo, ki se bo tam na licu mesta nekaj spomnil in bo zadovoljen s tem, ali pa tudi, če bo ful razočaran, nam bo itak prišel povedati, Veronika, ful je bilo dobro, ko smo tamle igrali une balinčke, in se mi zdi, da mladi imajo že sami tudi v sebi to, da pridejo in povejo, a je bilo ful dobro, ali je bilo pa pač ful zanično. Dobro. Da. Okej, naša ura se počasi končuje, no, če še je kak feedback, če ne pa, no, se ob priliki spet srečamo, tako da hvala, da ste si vzeli tole uro časa, da ste bili z nami, no, tako da uživajte, pa se vidimo, če ne drugače, pa takle preko spleta. Hvala. Čau. Ja.